Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In kot smo obljubili, več informacij za neponovljiva in nepozabna doživetja v zraku, ki bodo na voljo to soboto, 8. novembra na našem športnem letališču v Skokah, kjer seveda domuje najstarejši letalski klub Slovenije, letalski center Maribor. Podrobneje nam bo več stvari povedal Nejc Jurčec. Nejc, dobro jutro. Dobro jutro. Avioni še pospravljeni? Za enkrat še ob 8:30 pa verjetno bo že zna biti akcija, ne? Ja, lepo vreme je, ne? Ja, megla se bo dvignila. Tako. Vetra danes nekega ne bo. Okay. Padala zložena ali? Padala tudi, upam, da zložena. Dobro, upamo. Pa da se bo dobro razložila, če bo To brez skrbi, to pa ni straha, ne? Ne. To pa je fizika tako močna, da ni problema. Drugače pa, jaz kot sem malo napovedal, veš, Ani in Negro, malo sem navrgal, kaj vse se da doživeti že to soboto, pa naenkrat en imel časa, druga je v drugi državi. Jaz se rade volje pridem v letalski center Maribor, pa si vse to pogledam. Samo časa nimam, da bi gor šel pa dol skočil. To je problem. To soboto ravno ne. Nejc, povej malo, kaj se bo to soboto dogajalo. Ja, zdaj to soboto bomo predvsem predstavljali naš klub z vsem zainteresiranim, ki bi se radi šolali, predvsem za pilote. Za padalce so tečaji spomladi, tako da to zdaj ni toliko aktualno. Pač imamo motorno letenje, jadralno letenje, ultralahko letenje in s vsemi temi tečaji pričenjamo drugi teden, tako da bi to malo predstavili. Se že začenja. Ampak zdaj, če nekdo pride, pa še ni čez ziher, nič ni narobe, ne? Pomembno je, da se pride in se bo dalo tudi leteti. Mogoče kaj malega, ni pa to v prvem planu. Soboto to planja. Ja, ker se ne veš, ne, plus vreme zna biti pač problematično. Ja, pa bistvo je, da se najprej naučiš, kako se pilotira, pa se potem kaj rabiš? Ne morate zdaj kar se voziti takoj, ne? Mislim, če rabiš soboto kaj posebnega zraven, ali dobiš tam vse informacije? Ja, sobota je pač namenjena, da pride nekdo, ki ima mogoče neko malo željo, da bi letel in pride in dobi vse informacije, spozna naše inštruktorje, vidi naša letala. Se bo dalo not tudi vsest, pogledati, se bo vse razložilo. To pa stikala se bojo pokazali. Kaj je to? No, tega se ne dotikaš, če zraven. In tako velja vsaj za 200 knofov v kabini, ne? Drugače pa letalski center Maribor je, kot smo rekli, klub z izjemno tradicijo. Kje smo ta trenutek, kaj se kaj dogaja? No, zdaj dolgo se že nismo pogovarjali na to temo. Zdaj bliža se 100-letnica letalskega centra. Torej 2026, ne? 2027, ja. Zdaj pripravlja se tak na tiho neki meeting, nekih podrobnosti zdaj še nimam. Na tiho? Ampak nekaj bomo seveda za to obletnico mogli. A to je absolutno treba in jaz vem, da so ti letalski meetingi, ki so že bili v Mariboru, bili legendarni. Tu smo videli že res ogromno zanimivega v zraku, ne nazadnje smo eni od redkih, ki smo tu v tem delu Evrope imeli priložnost gledati tudi Red Arrows, ne? In to je angleška vojaška skupina z letali, ki so rdeča za to Red Arrows, ker me tako gledaš. Drugače pa seveda sekcije, ki so v našem klubu, torej imamo jadralce, imamo ultralahko sekcijo, imamo motorne in imamo padalce, ne? Koliko vas je oziroma nas je vseh skupaj? Približno 200 članov vse skupaj, plus še kakih 50-60 učencev po vseh sekcijah razporejeno. Je kar pestro. Se dogaja in zdaj bistveno vprašanje, ker vem, Iger, da te to muči. Kdaj si lahko daš sončna očala Ray-Ban gor, pa greš proti avionu v počasnem posnetku? No, to celi postopek me pravzaprav zanima. Rabiš B izpit. Da tja prideš, ja. Ja, da tja prideš, lahko greš pa z avtobusom prevozil. Letalo delati. Zdaj, za kakšen takšen uvodni polet v bistvu ni posebnih priprav, če bi nekdo rad pred tečajem šel še dejansko poleteti, da vidi, kako to izgleda. Tu nekih priprav ni. Za dejansko letenje pa tečaj traja 3 mesece, tako da drugi teden se začne, pa do marca traja. Pa pred letenjem se naredi še zdravniški pregled, seveda.
pa začnete lahko leteti. In potem, ker po 3 mesecih se sam sedeš v letalo in Ne letiš. sedeš se sam. Najprej kar nekaj ur odletiš z Sedeš se inštruktorjem. sam, ampak sede zraven, sede še inštruktor. Aha, Ja, okay, se hkrati pravi, vse 3. povejo, pa pa rečejo srečno. Ja, pa no se to ravno, imaš če me je ključe. zdaj strah postalo. 3 mesece je torej samo teorije, predno se sploh sedeš v letalo. Prvo ti in sploh dovolijo kaki praktično knof vidiš. premakniti. Ja, recimo. No, okej. Najprej se moraš naučiti, zakaj so Jaz knofi. mislim, da je Meteorologija, komunikacija, osnovna fizika. Mislim, vse to pač moraš vedeti, ne, pri motornih. Je kar tudi v motorjih. presenetljivo obsežno. Ja. Spomnil se vse fizike, še osnovne, srednje šole, meteorologije, kar si mogoče kje vmes prebral, vse to je zajeto. In samo brez straha, če si jaz naredil, lahko vsak. No, to je. Samo to, No, pa samo da ni 3 mesece, pa lahko letiš. ne, mislim, letiš, ja, ampak ne sam, do takrat je seveda še en postopek. Koliko moramo biti stari, recimo, če hočemo postati, gremo po vrsti, najprej jadralni pilot. Federalni 14 let lahko že začne, 16 let pa potem lahko naredi izpit. Licenco, Res? tako, za 16. Ultra lahko letenje, 17 let, tako, in motorno letenje, isto 17. 17 let. Tako da ti Čakaj, najprej Res. moraš biti jadralni. ne rabiš biti najprej. Ja, okej. Samo to je edina Moraš pa naravna leta pot. izpolnjevati. okej, ne. okej. Naravna pot, jaz sem, ko me vprašajo, vedno svetujem, če hočeš biti pilot, daj idi vsaj osnovni tečaj jadranja narediti, ker je izjemno koristno in to osnovne letalne veščine, ki ti potem ostanejo celo življenje in pridejo prav. Padalci, koliko moraš biti star? 16 let. 16 let tudi. začetek, pa potem 18 za izpit. Okay. Tako da praktično vse, kar je v luftu, lahko prej kot pa samo avto voziš. Zanimivo. Ja, super. Seveda pa predvsem je obisk športnega letališča doživetje v vseh pogledih in ga seveda najtopleje priporočamo. Že to soboto, od kolikih zjutraj se bo dogajalo, Nejc? Od 10 naprej. Od 10 dalje. Zdaj, če pa kdo pride prej, imamo pa hkrati tudi tehnični dan. Aha, To pa je, lahko pomaga pucati to letalo. pa je dan 2-krat na leto, ki se dobimo, večina članov, pa malo uredimo našo okolico. No, evo. Ti prije zgrabljam, jeger, ne? Ja. Lahko pride tudi zgrabla. Ampak, če za res od 10 naprej, če vas karkoli zanima in tako čisto zadaj, spodaj, levo, tiho tli želja, da bi bili pilot ali pilotka, da bi bili padalec ali padalka. To soboto je super priložnost, da se zapeljete v skoke, dobite vse informacije pri našem letalskem centru in življenje se vam lahko spremeni in to na boljše. Tako je. Ja, ne? Težko bi lepše povedala, Nejc. Težko, res težko. Ja. Torej, hvala za obisk, Nejc, hvala za to, da ohranjate v letalskem centru Maribor letalno tradicijo, ki je izjemno bogata v našem mestu, najbogatejša v državi, v bistvu, če smo čisti iskreni, da jo ohranjate živo in da tako lepo skrbite še naprej tudi za vzgojo novih pilotov in pilotk in padalcev in padalke. Hvala za vabilo, pa se vidimo. Tako, v skokah to soboto.